pa začniva. April 1941. Čas, ko je kraljevina Jugoslavija dobesedno razpadla v nekaj dneh. In slovenski narod, pač eksistencialna kriza. Res je. Sever pod Nemci, grozljiv teror, jug pa italijanska okupacija, Ljubljanska pokrajina. In točno v tem vrenju, 3. maja 1941, se zgodi nekaj res ključnega. Skupina uglednih Slovencev gre k Italijanom in jim preda spomenico, naslovljena na Mussolinija. Ja, dokument, ki je izražal hvaležnost za priključitev k Italiji in obljubljal brezpogojno vdanost in sodelovanje. To je res močno. Danes se bova poglobila v ta milo rečeno sporni dokument. Kaj je bil namen? Kdo so bili ti ljudje? Kakšne so bile posledice? Imava kar nekaj virov pred seboj. Točno. Ta 3. maj je bil tudi dan, ko je Italija formalno anektirala ozemlje kot provincija di Ljubljana. Visoki komisar Grazioli je takrat predstavil kraljevi odlok. Odlok, ki je ponujal kaj točno? Nekakšno avtonomijo. Ja, ampak kulturno. Predvsem slovenščina kot uradni jezik, tudi v šolah, italijanščina pa izbirna. Pa oprostitem vojaške službe. V zameno pa popolna politična podreditev, predpostavljam. Tako je. Oblast visokega komisarja je bila absolutna. In prav na ta odlok se je potem odzvala ta delegacija. Vodila sta jo ban Natlačen in škof Rožman. In predali so to spomenico. Kakšen je bil pa jezik, ton? Verjetno ne ravno uporniški. Daleč od tega. Jezik je bil izrazito podrejen. Posvetni memorandum, podpisan strani, 26 ljudi, uporablja izraze kot najspoštljivejša vdanost, pa vsa hvaležnost Dučeju za njegove plemenite ukrepe. Plemenite ukrepe, aneksijo. Ja, celo hvalijo rimsko pravičnost fašistične Italije, obljubljajo pa absolutno zvestobo, ki jo bodo dokazali z dejstvi. Z dejstvi. To zveni skoraj proaktivno. Ne samo sprejemanje usode, ampak obljuba aktivne lojalnosti. In škof Rožman je imel še svojo izjavo, kaj ne? Še močnejšo? Drži. Njegova izjava je bila še bolj neposredna. Začela se je z Duče. Z velikim veseljem smo zvedeli, da je slovensko ozemlje vključeno v Italijo. Ponuja izraze naše brezpogojne vdanosti in sodelovanja. Brezpogojne, to je beseda, ki res izstopa. Kasneje je to sicer utemeljeval, tudi s Svetim pismom, pismo Rimljanom, 13. poglavje, 1. verz, pokorščina oblasti, kakršnakoli pač je. Motivacija za vsem tem. Viri kažejo na ogromen strah. Strah pred komunizmom kot največjim zlom in strah pred tem, kaj Nemci počnejo na severu. Se jim je res del italijanski fašizem manjše zlo? Očitno je bila ta logika manjšega zla ključna. Dr. Marko Natlačen, vodja SLS, vpliven politik, konzervativec, znan antikomunist. Zanj je bilo to recimo pragmatična poteza. Sploh, ker mu dogovor z Nemci ni uspel. Aha. In škof Rožman. Podobni motivi. Antikomunizem, skrb za cerkev, salus animarum, rešitev duš. Je pa kasneje tudi aktivno politično deloval, podprl je ustanovitev MVAC, protikomunistične milice. Poleg njih pa še gospodarska elita, intelektualci, rektor univerze Slavič recimo. Ja, predsedniki zbornic, rektor, verjetno so hoteli ohraniti svoj položaj, lastnino, institucije, pač družbeni red pred kaosom revolucije. Ampak na seznamu je tudi ime, ki bodo oči. Dr. Gustav Gregorin, sej to je bil primorski narodnjak, borec proti fašizmu. Njegov podpis tam, to je skoraj neverjetno. Gregorinova prisotnost res osvetljuje globino strahu tistega trenutka. Verjetno je bil strah pred komunizmom in pač nacističnim uničenjem tako velik, da je presegal celo desetletja njegovega lastnega boja proti temu istemu fašizmu. Tragično. Kakšni pa so bili odzivi takrat? Italijani so verjetno to s pridom uporabili? Seveda. Za njihovo propagando, pa tudi za domačo kolaboracionistično, je bila spomenica čisto zlato. Dokaz, kako so Slovenci veseli priključitve in kako moder je Duče. Ampak
Odzivi so bili silovito deljeni. Med Primorci, ki so fašizem trpeli že 20 let, si lahko predstavljate, občutek izdaje strani ljubljanske elite. Razumljivo. Jugoslovanska vlada v Londonu je dejanje označila za veleizdajo. Tudi znotraj SLS je prišlo do razkola, krek v Londonu proti Natlačanu v Ljubljani. Celo v Ameriki med izseljenci so bili odzivi različni, glede na politična taborišča, predpovedavam. Točno tako. Razdeljenost se je samo še poglobila. Torej, če potegneva črto, spomenica ni bila enoznačno dejanje. Bila je kompleksna, tragična poteza, rojena iz strahu, verjetno napačne presoje fašizma kot manjšega zla. In ta strategija manjšega zla je formalizirala kolaboracijo v zameno za neka omejene kulturne koncesije, ampak namesto, da bi narod poenotila, ga je še bolj razklala. Točno. Za mnoge je to dejanje pomenilo konec legitimitete predvojnega vodstva. Ustvaril se je nek vakuum moči, ki ga je potem izkoristila Osvobodilna fronta, OF. Tako je. Spomenica je postala nekakšen simbolni začetek tistega globokega notranjega konflikta, ki mu nekateri pravijo državljanska vojna. Povojna emigracija je sicer vztrajala, da je bilo to nujno za preživetje. Zanimivo je pomisliti, če bi se kraljevina Jugoslavija obnovila, bi podpisnikom verjetno sodili za veleizdajo. To pa nas pripelje do zadnje misli, ki jo lahko poslušalci vzamejo s seboj iz tega najnega poglabljanja. Ja? Kje pravzaprav je meja v takih ekstremnih razmerah? Kje se konča pragmatično iskanje preživetja naroda in kje se začne politično ali pa moralno nesprejemljiv kompromis? Ali celo izdaja?